Dobrodošli v Šokcastu. Moje ime je Petra Kalan in to je prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od vsebine. Moja današnja gostja je modna oblikovalka, ljubiteljica vsega lepega, je znanka s televizijskih ekranov in ena redkih Slovenk, ki je za svoje komentarje dobila prav posebno ime. In če dam namig Nikizmi, potem verjetno že veste, da je moja gostja Nika Ambrožič-Urbas. Lepo pozdravljena. Petra, živijo. Ja, živijo. Kako si kaj? Kljub trenutni situaciji se kar dobro držim, moram priznati. Ohranjam svojo pozitivno naravo in se oklepam tega, vedoč, da je to pravzaprav edini način. Zdaj, tale pogovor sicer ne bo objavljen neposredno danes, jutri, ampak vseeno v duhu časa tele poplave še dolgo ne bodo pozabljene. Tudi ti si bila, da si pomagala ta vikend. Ja, še procesiraš vse skupaj. Ja, pravzaprav res. Žal sta moja starša ena izmed tistih, ki so jo poplave konkretno prizadele, tako da smo cel vikend, še zdaj namenjamo pravzaprav sanaciji škode, skušamo rešiti, kar se rešiti da, in pa seveda čim bolj in čim hitreje pospraviti prostore, ki so bili poplavljeni. Tisti, ki tega niso doživeli, tudi sama ne bi tega razumela, če ne bi bila tako neposredno v to vpletena. Ne gre samo za to, da se ti prostore poplavi z vodo, gre tudi za to, da potem, ko voda odteče, ostane eno gosto blato, ki še dodatno otežuje vse skupaj, tako da verjamem, da je zdaj kar precej državljanov in državljank, ki skušajo kar se da očistiti svoja stanovanja. Si pa zelo v takem pozitivnem duhu predejala, da lahko bi bilo še huje in da sta starša zelo pozitivno naravnana. Ja, tako, moja družina je taka, mi smo res popolni pozitivci, bom rekla. Vedno skušamo, hitro se postavimo na noge in vemo, da je vedno lahko še huje. Tako da namesto, da obupujemo, skušamo takoj pogledati, kaj nam je ostalo oziroma kaj nam je kljub vsemu danega in se tega res oklepamo. Samo zato, da se lahko čim prej premaknemo naprej. Taka praktična družina smo, ki znamo stopiti skupaj, kadar je treba. In tudi tokrat je bilo tako. Starša sta doživela res hudo škodo, a sta zelo kmalu rekla, poglej, lahko bi bilo bistveno huje, lahko sva vesela, da sva živa, da nisva še huje poškodovana in začnimo z akcijo, premaknimo se naprej. Druge ni. Zdaj, jaz vsakega gosta prosim, da s sabo prinese 3 predmete, pa me zanima, kaj si ti prinesla, no? Da greva na malo bolj take vesele tematike. Ja, zakaj pa ne. Torej, moram priznati, da mi je ta naloga predstavljala kar en konkreten izziv. Namreč po naravi nisem nostalgik. Zelo redko se spominjam stvari za nazaj, nikdar ne sedim pred kakšnim albumom in listom, gledam stare fotografije ter obujam spominov. Pravzaprav spominov sploh ne obujam. Ne verjamem v preteklost, bolj se osredotočam na sedanjost. Tudi prihodnost se mi zdi nekaj precej abstraktnega, dokler se zares ne zrealizira v sedanjosti in skušam, kolikor se da živeti v filozofiji, da edino, kar imamo, je ta trenutek zdaj. Ker to dejansko je res vse, kar imamo. Čeprav je to za ljudi težko razumljiv koncept v popolnosti. Ampak iz tega izhaja to, da ničesar ne zbiram in v svojem stanovanju hranim stvari, izključno stvari, ki imajo nekakšno funkcijo. Lahko je to striktno estetska funkcija, ne gre za to, da hranim samo praktične stvari. In tudi, ko pride na primer do garderobe, imam res veliko stvari, ki jih hranim, ker jih obožujem in vem, da imajo zame, tudi če nekaterih kosov ne nosim, kljub vsemu neko veliko estetsko vrednost, ki ima za nas zelo pomembno vlogo, torej osrečuje nas. Ampak, da bi pa imela recimo skrinjico z spominki ali pa s kakšnimi, ne vem, starimi predmeti, ki so imeli pomembno vlogo v mojem življenju, to pa ne, zato ker vem, da jih v vsakem primeru nikdar ne doživljamo na enak način, kot smo jih takrat, ko smo jih dejansko potrebovali. Seveda iz leta v leto se spreminjamo, to je neizogibno dejstvo in tudi drugače doživljamo stvari. Tako da poleg tega ne maram energije, ki se kopiči na starih predmetih. Tako da sem morala res konkretno premisliti, kaj bi pravzaprav sploh prinesla. No, kljub vsemu nekaj stvari iz preteklosti seveda vseeno hranim. Ena od teh je ta zvezek, imam pa potem še 2 predmeta, ki jih uporabljam sedaj, sta del moje sedanjosti, ampak veliko povesta o meni in morda spodbudita še koga k podobnemu razmišljanju. No, pa da se najprej ustavim pri tem zvezku, torej to je moja modna skicirka, ki sem jo ko sem bila stara 9-10 let, nenehno nosila s seboj in ilustrirala vse te modne ilustracije vanjo. Torej, pri tistih letih sem imela že zelo razvit talent oziroma sposobnost modnega ilustriranja, ampak razlog, zakaj sem jo, to je bila v bistvu moja Biblija.
Razlog, zakaj sem jo prenesla, oziroma zakaj mi tako veliko pomeni, je ta, da ko naprimer zdaj pri svojih 44 gledam te ilustracije, ugotavljam, da so pravzaprav vsi modeli oziroma vse kreacije in outfiti, ki sem jih zrisala taki, še zlasti tale, denimo, da bi jih z veseljem nosila tudi zdaj. In iz tega izhaja, in o tem pravzaprav zelo velikokrat razmišljam, ko me ženske naprimer sprašujejo, kako najti svoj modni slog, kako ugotoviti, kaj pravzaprav tebi sploh paše in kaj si želiš. Dejstvo je, da ta slog prinesemo s seboj na svet. Tisto, kar ti je pasalo kot majhni deklici, tisto je tvoj modni slog. Ta se pravzaprav sploh ne razvije, tega že imamo. In naprimer te ilustracije so eklatanten primer tega. Torej, to je stil, ki sem ga jaz skoraj da prerokovala sami sebi. Zdaj se dejansko tako oblačim. Tako da ženske, ki še vedno iščejo svoj modni izraz, najlažje je, da pomislijo, kaj mi je bilo všeč kot majhnim deklicam. Je bila to rožnata barva, ali mi je bil všeč bolj tak princeskast romantičen look. In tudi, če so se kasneje skozi leta za voljo takih ali drugačnih okoliščinah spremenile v popolnoma drugačno osebnost, ki morda prezira rožnato, oziroma ne goji take afinitete do princeskastega stila, tako imenovanega. Kljub vsemu je to del njih in to je tisti najglobji del njih. Tako da, če želijo zares zbuditi sebe, morajo pobrskati po tem delu, iti skozi vse prepreke in predsodke, ki jim jih je morda skozi leto naložila družba, in se vršiti v to, dobesedno brez sramu in brez predsodkov, ker tisto je njihov pravi izraz. Torej se z osebnostjo, rastjo, stil ne spreminja toliko, kot si mislimo. Brusi se, postaja vse bolj prefinjen, vse bolj sofisticiran. Vemo, da ko smo stari 15 let ali pa 20 let, 25 let, naš modni slog v nobenem primeru ni tako prefinjen, kot je naprimer potem, ko dosežemo recimo zrelejšo dobo v življenju, zato ker se tudi bolj zavedamo kakovosti materiala, kakovosti izvedbe in nenazadnje tudi sebe želimo predstaviti na bolj uglajen način. Ampak kljub vsemu tista srčika, tista strast, ki se ti prižge, ko vidiš določeno barvo, določene vzorce, določene proporcije ali slog, to pa prinesemo s seboj. Torej, to je eden, to je naprimer, tako da to včasih listam in moram priznati, da sem kar ponosna nase, ko odprem to knjigo oziroma ta zvezek, zato ker vidim, kako sem v bistvu ostala zvesta sami sebi skozi leta. No, druga stvar je pa tale mala peščena ura, ki je nastavljena na 3 minute. To je ura, ki jo z možem pravzaprav oba redno uporabljava za kuhanje čaja. Namreč čaj je eden izmed, to je moj najljubši napitek, oba, bom govorila kar v imenu, moža, oba sva velika, strastna ljubitelja čaja, zelo rada ga pijeva in to sva razvila že predno sva se preselila v Veliko Britanijo. London oziroma življenje v Londonu pred tem pravzaprav nima nič, pa seveda izdatno podkrepil to ljubezen, zato ker tam je kultura čaja resnično doma. Ampak v deželi, kjer venomer hitimo. Slovenci smo pregovorno non-stop v frki in nam seveda kava daje še dodatno potuho pri tem, bi bilo morda nemara pitje čaja nekaj, kar bi se res plačalo kultivirati. Pitje čaja te namreč ustavi. Čaj ne moreš spiti na hitro, kavico lahko, espresso, pri čaju se moraš pa usesti, vzeti čas, da ga lepo pripraviš in to je en tak čudovit obred, ki ga midva prakticirava že vsa ta leta, tudi dan začnem s čajem, z mlekom, ne s kavico. Kavica pride na vrsto nekje v sredini dneva in pomagam si s to uro. Zakaj mi je ta ura v bistvu tako zanimiva, je pa tudi zato, ker sama koncept časa dojemam zelo abstraktno. Enostavno ga ne razumem. Zame je čas nekaj, pravzaprav vem, da obstajata 2 vrsti dojemanja časa. Ena je ta, ki jo dojemamo z našimi možgani, z razumom, torej vemo, kdaj imamo rok oddaje, vemo, kdaj smo nekje dogovorjeni. Drugi je pa čas, ki ga ima naše telo. Naše telo potrebuje drugačen čas za celjenje, naprimer. Naša kreativnost potrebuje popolnoma svoj čas za to, da se razvije in ne moremo jo prisiliti, rekoč, jutri je rok oddaje za ta in ta kreativni projekt, ideja, pridi. To se ne dogaja. In ker sem sama bolj na kreativni strani in ker sodim bolj med mediteranske tipe ljudi, torej bolj sem ležerna kot zelo hiteča, čas razumem popolnoma po svoje in se celo življenje trudim, da to ohranim, torej ne želim zapasti v nenehno hitenje. Morda je ta ura edina, ki jo zares ubogam, ker mi je čaj tako pomemben. Pri čaju namreč zelo pomembno, da se res držiš minutaže, sicer se mu pokvari okus. No, tole je pa nalivno pero, ki me non-stop spremlja in če bi morda obstajal en predmet, ki me resnično lahko opiše, oziroma predmet, za katerega bi rekla, to sem pa jaz, je potem to nalivno pero. To nalivno pero je simbol vseh mojih vrednot. Torej, to je izredno elegantno nalivno pero, ki je ustvarjeno, torej navdih zanj je
bil poiskan pri življenju Marilyn Monroe. In to nalivno pero nosim ves čas s seboj. Pomembno se mi zdi pa zato, torej, ko skozi leta ženske navdihujem pri tem, da razvijajo svojo osebno eleganco. Vedno poudarjam, da se vse začne pri drobnih stvarih, torej pri detajlih. In to, kaj imaš v torbici, je ključnega pomena. Še zlasti pri drobnih gestah, kot so to, da nosiš svoje robčke, ki so lepi, niso v pomečkani vrečki. To, da imaš ves čas s seboj šminko in lepo ogledalo. In pa seveda to, da imaš svoje pisalo. Elegantno žensko oziroma pravo damo se vedno prepozna po tem, da naprimer, ko mora kaj podpisati v trgovini, iz torbice vzame svoje pisalo, ki je lepo izbrano z občutkom. To je del prezentacije in pri teh stvarih se res splača biti natančen. To ti pomaga, da razvijaš eleganco še globje, da se potem poglobiš v garderobo, da začneš stanovanje okraševati na tak način, da se ta eleganca še bolj izraža. In lepo pisalo je prav gotovo pomemben element. Zanimivo, da sem v mislih malo pobrskala po svoji torbici, pa imam še nekaj dela. Ja, zakaj pa ne? Seveda, torbica je res krasen pokazatelj tega. Ne vzame veliko časa in res je velik užitek, ko morda sredi dneva sežeš po nek predmet v torbici, jo odpreš in vidiš, kako je lepo pospravljena. To pove vse o ženski. To je tako kot čisto spodnje perilo, lepo zloščeni čevlji, urejeni nohti. Danes, ko se kopičijo predmeti, kar še zlasti velja za modne dodatke, in ko ženske torbice menjavajo ena za drugo, morda nimamo več do tega takega odnosa. Je pa to zagotovo nekaj, kar povzdigne žensko. Tako da, če zdaj zdale morda kakšna posluša in se spogleduje svojo torbico in razmišlja, kaj pa če bi morda res naredila eno inventuro, zakaj pa ne? Kako pa dojemaš to hitro modo, se izogibaš? Jo vseeno vkomponiraš v svoje dnevne stylinge? Ne, sploh ne. Torej, imam seveda nekaj kosov iz trgovin, ki kljub vsemu sodijo bolj v segment hitre mode, morda 3-4, ampak načeloma pa ne. Torej, sama izhajam iz krojaške družine in so me že od malega vzgajali v tem duhu, da je zelo pomembno, kakšno kakovost oblačil nosiš. Tako da sem kot najstnica vedno izbirala med oblačili, ki so bila iz pravega materiala, ker poliester se mi je zdel vedno tak zelo cenjen slabšalni material. To je bilo včasih. Zdaj govorimo o zelo kakovostnih poliestrih, tako da samo da se reče, da je to umetni material, to še nič ne pomeni. Zdaj lahko umetni material pomeni marsikaj čudovitega. Govorimo o tako imenovanih inteligentnih umetnih materialih, ki so pravzaprav celo dražji od naravnih. In tudi naravni materiali a priori ne pomenijo kakovosti. Tudi v trgovinah s hitro modo se dobijo majčke iz naravnega bombaža in tako naprej, ki je izredno slabo obdelan, tega seveda potrošnik ne ve. Morda celo barva ni dovolj sprana dol iz nje, to gre vse v naše telo in so te bombaži ali pa drugi naravni materiali, ki so poceni zelo nezdravi, tako da se s njimi ne naredimo nikakršne usluge. Kar se tiče pa same filozofije hitre mode, pa seveda, torej iz čisto strokovnega stališča, to je velika škoda za modno industrijo. Pa ne samo za modno industrijo, predvsem za nas potrošnike. Zato, ker z prihodom oziroma z vdorom hitre mode na tržišče smo ljudje začeli izgubljati občutek za kakovost. In posledično smo začeli izgubljati občutek za lastno vrednost. Ko si namreč kupiš oblačilo za 5 evrov, si ne privoščiš tistega, kar si v bistvu zaslužiš. Nositi cenena oblačila iz zelo slabih materialov, ki so bila izdelana v zares kočljivih razmerah, kar je pri hitri modi skoraj da neizogibno, te ne povzdigne, ne stopiš v svojo moč. Zato je veliko bolje ne kopičiti, pač pa si na vsake 3-4 mesece, na vsakih 6 mesecev kupiti en kos, ampak naj bo ta kakovosten. Ob tem bi rada poudarila, da je zadnje čase izredno popularno, da se promovira nakup tako imenovanih rabljenih second hand oblačil, češ da bodo rešila planet, češ da bomo s tem rešili vse in se umaknili iz hitre mode in tako naprej, vendar s tem ne bomo rešili prav ničesar. Nakupovanje oblačil iz druge roke oziroma vintage oblačil je sicer lahko prijeten hobi, če se zgodi vsake toliko časa, vendar s tem ne podpremo ničesar v modni industriji. S tem ne podpremo nobenega oblikovalca, nobene tovarne, ki izdeluje tkanine, proizvodnje in pa trgovine. V bistvu samo kupimo staro robo, ki jo potem nekako nosimo, misleč, da smo zdaj nekaj dobrega naredili za planet. Poleg tega so tudi stara oblačila, čeprav jih tako opevamo,
obdelana z zelo strupenimi kemikalijami. Razlog, zakaj poliestri iz 60. in 70. let še vedno ne razpadajo, ni ta, da so bili tako kakovostni, pač pa ta, da so tako močno obdelani z strupenimi kemikalijami, ki takrat še niso bile zregulirane. Tako da, če želimo narediti sebi, planetu in pa družbi nazadnje uslugo, potem kupujmo zelo premišljeno in vedno izberimo kakovost. Sama kdaj zaideš v te second hand trgovine ali Ne. se izogibaš? V njih se zelo slabo počutim. Čutim težko energijo in nasplošno ne maram rabljenih predmetov. Tudi ko na primer z možem izberava, kam bova šla na počitnice, vedno izberava relativno nov hotel. Stvari, ki so že nošene, že rabljene, že obrabljene, me ne navdajajo z svežino, ki jo imam sicer rada v svojem življenju. Tako da tudi doma stremim k temu, da za vse stvari zelo lepo skrbim, zato da se ne oguljo, ampak to so kljub samo moje stvari. Načeloma pa nikdar ne bi recimo stopila v second hand obutev. Mislim, da je že prežeta za energijo nekoga drugega in ne želim te energije sprejeti vase, oziroma ne želim vdreti v to energijo. Večkrat si že omenila skozi ta pogovor energije. Zelo verjameš, da ima vsak predmet, vsaka stvar, da se navleče, oddaja neko energijo. To preprosto vem. Kako pa to veš? Čutim. Vse to je popolnoma logično. Torej, energija je v vsakem primeru ena in ista. Slaba energija in dobra energija se ne izključujeta med seboj. Gre samo za to, kakšni vibraciji je. Ko smo dobre volje, ko se počutimo fantastično, ko smo veseli zase in za druge ljudi, takrat je naša vibracija višja. Ko smo jezni, ko smo razočarani, ko smo žalostni, takrat je naša energija nižja. In te vibracije seveda čutimo vsi in v vsakem primeru gre za dejstvo, energija nas obkroža in samo zato, ker je ne vidimo s svojimi človeškimi očmi, ki ne vidijo marsičesa, to še ne pomeni, da ne obstaja. Zdaj, če mogoče ostaneva v energiji, dolga leta si živela v Londonu, kakšna je tam energija v primerjavi s Slovenijo? Ja, tam je energija precej bolj hektična. Življenje, sicer po pandemiji in po Brexitu se je življenje precej spremenilo tudi v Londonu, tako da je dinamika malenkost drugačna, ampak načeloma je to 10-milijonsko mesto, ki ima popolnoma drugačen način delovanja kot recimo Ljubljana. Tam potrebuješ za to, da prideš iz enega konca mesta do drugega bistveno več časa, kot seveda v Ljubljani. V tem času smo mi že zdavnaj na morju in ljudje zares hitijo, torej tempo je neusmiljen. Tako da, če želiš v Londonu obstati, preživeti in nenazadnje nekaj ustvariti, moraš biti ves čas v pogonu. Tako da tako življenje, kot ga imamo na primer v slovenskem glavnem mestu, torej v Ljubljani, ko si vzamemo čas za kavico, ko pokramljamo, tega v Londonu ni. Tako da v bistvu v Londonu, če si uspešen, to že skoraj pregovorno pomeni, da tega uspeha ne moreš zares živeti, torej ne moreš ga zares uživati. Tudi sama sem bila ena izmed teh ljudi. Zadnjih 6, morda 7 let življenja v Londonu sem bila razpeta med Londonom, Hongkongom in Kitajsko. Včasih sem tja potovala 2-krat mesečno, zagotovo pa enkrat mesečno najmanj. In svoje življenje sem imela v kovčku in kljub temu, da je bila moja kariera na zelo zavidljivi poziciji, marsikdo, ki bi me daleč opazoval, bi mi to nemara celo zavidal. Ampak kljub vsemu, ko pa si enkrat v teh čevljih oziroma ko to dejansko živiš, si pa non-stop utrujen, telo je kompletno izčrpano, ker ves čas doživljaš tako imenovani jet lag in denarja, ki ga zaslužiš, niti nimaš časa zapraviti. Tako da bi rekla, da je življenje v Londonu precej bolj neusmiljeno. Kako pa se je zdaj življenje spremenilo, odkar sta z možem prišla v Slovenijo? Zdaj živiva popolnoma drugačno življenje. Zavestno sva se odločila, da bova za prihodom v Slovenijo začela življenje zares živeti. Tega nama je v Londonu precej manjkalo. Zdaj se nama je fantastičen kar precej časa, potem so pa prišla v določena leta, ko sva začela ceniti drugačne vrednote, ki se nama prej niti niso zdele tako pomembne. Začela sva na primer pogrešati svež zrak, kakovostno hrano in pa čas. Čas zase. Ko sva se preselila, je ravno takrat, to je bilo pol leta pred epidemijo, tisto obdobje sva si dejansko vzela za selitev, ki je precej kompleksen proces, torej 16 oziroma 17 let življenja sva morala preseliti iz enega konca Evrope v drugega. In potem se je zgodila pa pandemija in je pravzaprav nama skoraj da šla v tem oziru zelo na roko. Torej, takrat, ko smo bili doma zaprti, nam ni preostalo drugega, kot da se zares nekako soočimo sami s seboj. In to sva tudi storila, tako da sva se res umirila. In jaz zdaj, kljub temu, da so seveda razne dnevne intrige ves čas prisotne, pa se ti majčkeno mudi tja, pa kje zamujaš, ampak pod črto moram reči, da sem se zelo umirila. In to je zame en velik uspeh. Začela sem namreč delovati po filozofiji, če želiš nekaj opraviti hitro, to naredi počasi.
Dobro. Ja, tega se zares oklepam. Zdaj, s čim pa se ukvarjaš, no, te dni, ta leta, te mesece? Je to modno oblikovanje, stiliranje, mogoče bolj vplivništvo? Vidimo, da si aktivna tudi na socialnih omrežjih. Kaj je tisti fokus zdaj? Torej, moj glavni fokus je vplivnostni marketing, tako kot si omenila. Z oblikovanjem se trenutno ne ukvarjam, čeprav sem vmes v tem času ustanovila blagovno znamko, vendar z njo sploh ne hitim, zanjo si jemljem čas in vedno, ko bo prišel čas, ko bo ta moj notranji klic postal glasen in ko bom začutila, da se mi s tem dejansko da zares bolj intenzivno ukvarjati, se bom. Zaenkrat sem pa zelo srečna v vlogi ženske, ki navdihuje druge ženske, in družbena omrežja so zato najboljše orodje. Nič ni boljšega in nič ni bolj učinkovitega, kot nagovarjati ženske, ki jih osebno sicer ne poznam, a kljub vsemu sem z njimi na nek način povezana preko Instagrama, na različne načine, tako da jih dejansko verbalno spodbujam preko storijev, preko fotografij, preko videjev, da ženskam razlagam, da pravzaprav kljub temu, da nam družba nalaga različne vloge, oziroma si jih nalagamo same, smo v svoji osnovi ženske. Ne mame, ne tete, ne sestre, ne karieristke, pač pa ženske. In na to dostikrat veliko žensk pozabi. Zgodijo se stvari, pride življenje, začne ti zmanjkovati časa, včasih pozabiš nase, kar je popolnoma razumljivo, ampak dostikrat opažam, kako se veliko žensk na eni točki zazre vase in ugotovi, da so pozabile na svojo strast, pozabile na to, kaj jim sploh paše. In velikokrat se ravno na tej točki v življenju obrnejo name, tako da imam na Instagramu precej odprtih debat, kjer spodbujam ženske k temu, da pozabijo na vse predsodke, pozabijo na družbo, pozabijo na to, kaj jim govorijo njihovi bližnji, ki morda včasih skušajo porezati peruti. Ampak misliš, da itak je vse okej, itak je vse dobro. In enostavno stopijo v svojo moč in začnejo živeti življenje tako, kot si ga zares želijo živeti. Koliko je pa kaj teh prošenj po stilskih nasvetih, kako kaj kombinirati? Rada deliš te nasvete? Seveda. Svojo kariero sem začela pravzaprav kot stilistka. Preden sem se odločila za študij modnega oblikovanja v Londonu, sem v Sloveniji zgradila svoje ime oziroma razvila svoje ime v vlogi stilistke, ki je skrbela za različne tiskane edicije ter televizijsko produkcijo. Tako da ta čut za kombiniranje oziroma to veselje in strast do tega, da kombiniram modne dodatke in iz tega ustvarim celoto, me ni nikdar zapustila. To je bil že od nekdaj en tak res močan del mene. In ko dobim na primer prošnjo po kakšnem modnem nasvetu, seveda z veseljem ustrežem. Upam, da bo teh prošenj vse več, zato ker ko enkrat skozi spodbudo in morda skozi kakšen res praktičen nasvet nekomu pomagaš do tega, da vidi stvari drugače oziroma da uzre lepoto v kombinaciji, ki je prej ni znal videti, potem se dejansko temu človeku oziroma tej ženski, recimo, če se pogovarjava konkretno o njih, odpre nov svet. In resnično je velik užitek odpreti svojo omaro, iz nje potegniti oblačila, ki si se jih morda 3, 4, 5 let ali pa vedno izogibala, ker so bila preveč lepa, preveč imenitna, preveč nobel, se obleči v njih in si reči, to sem v resnici jaz, vseeno mi je, če se bodo vsi ozirali za menoj, jaz bom zdaj to nosila. Takrat te resnično osvobodi. Ženske smo vizualna bitja in potrebujemo tako spodbudo, motivacijo. Kakšen stil pa imajo Slovenke v primerjavi, ne vem, s tujino? Je to razvit osebni slog, je potrebno še nekaj dela? No, to je precej splošno vprašanje, na katerega zelo težko splošno odgovorim. Imamo tak slog kot vse ostale ženske po svetu. Nekatere so bolj glamurozne, bolj elegantne, druge so bolj praktične, tretje so bolj športne, četrte ne dajo na svoj izgled prav nič, ker jim to sploh ni prioriteta, s čimer je tudi popolnoma okej. Pri modnem izrazu gre vedno za vprašanje posameznika. Torej, tvoj slog, če ga pogledava, je drugačen od mojega, a kljub vsemu je enako pomemben kot moj, ker je del tvojega osebnega izraza, tako kot je moj del mojega. Že zdavnaj smo prišli to pregovorno tarnanje nad tem, da v Sloveniji ženske si ne upajo, da niso tako odprte. Mislim, da je za internetom, ki je postal del našega vsakdana, sploh pa za družbenimi omrežji, ki res nazorno kažejo, kaj vse je možno, ko pride tudi do modnega izraza, smo že zdavnaj razvili občutek za to, kaj se dogaja po svetu. Slovenija niti nikdar nisem zares jemala kot nekakšne ločene enote, v smislu tukaj smo mi, tukaj pa tujina. Mislim, da je to precej zapečkarski način razmišljanja. Mislim, da obstaja vedno dovolj žensk, ki imajo afiniteto, obstaja pa še več žensk, ki si jo želijo zbuditi oziroma ki želijo to razviti, zato potrebujejo nekaj poguma, a na eni točki ga dobijo, ga najdejo. Kje pa se lotimo tega osebnega sloga? Čisto tako konkretno, kako odpremo omaro, pogledamo, prosimo za nasvet modne stiliste, kje se lotiti
iskanja svojega osebnega sloga. Mislim, da je, ko pride do vprašanj oziroma nasvetov modnim stilistom, vedno treba počakati čisto do zadnjega, takrat, ko že veš, kaj želiš, za kaj gre. Ker modni strokovnjaki prvič ne poznajo te osebno, razen če imaš to srečo, da je recimo nekdo od tvojih sorodnikov iz modne profesije. Drugič, kljub vsemu ne vejo nič o tvojih potrebah, praktičnih potrebah. Tako da bodo zelo težko dali res tisti first hand nasvet, ki ga mogoče takrat potrebuješ. Zato je pametno vedeti, kaj ti pravzaprav želiš, kaj ti paše, v čem uživaš in kaj zate velik ne. Potem šele lahko poslušaš strokovnjaka, ker tudi njemu je treba včasih reči ne. Strokovnjaki se ne spoznajo čisto na vse, razen na svoje lastno življenje. Vedno je tako. Tako da v izogib temu, da bi modni stilist začel metati omaro in sestavljati styling, ki bi bil zate čudovit tisti trenutek, ko bi se v to oblekla, čez 3 dni pa bi se izkazal za nefunkcionalnega, je dobro najprej razmisliti, kaj pravzaprav jaz sploh želim. Najlažje je, da dejansko si vzameš kakšno soboto ali nedeljo, 3-4 ure popolnoma zase, odpreš svojo omaro in iz nje zmečeš vsa oblačila. Potem pa najprej najdeš skupino res lepih obešalnikov. Vse tiste plastične obešalniki, ki delujejo ceneno, obešalniki iz kovine, ki jih prinašamo iz čistilnice, in to ne gre vse v smeti oziroma ne se primerno reciklira. Lepi obešalniki so osnova za to, da tvoja garderoba izgleda lepo. In tvoja garderoba mora izgledati lepo. Potem pa začneš jemati kos za kosom, ga oblečeš in pozabiš na vse, na svoje sodelavce, prijateljice, sorodnike, moža, partnerja, vse, in se osredotočiš samo na to, kaj tebi dejansko ta kos pomeni. A ti je všeč, a ti je okej, a se v njem počutiš nelagodno. Najbolje je, da to počneš takrat, ko se zares dobro počutiš. Pride dan, ko se ti zdi, da si res okej, da je vse the best, takrat se to dela. V takem duhu potem zlagaš oblačila v omaro in vedno jih zlagaj po barvah. Ne po tipih oblačil, torej ne krila skupaj, hlače skupaj, srajce skupaj, ker na koncu bo iz tega nastala ena vizualna zmeda, kjer se naše oko ne znajde. Naše oko potrebuje estetsko ravnovesje. To na nas deluje pomirjujoče, takrat smo v svojem najboljšem elementu. Zato se oblačila vedno zlaga po barvah. Recimo, da začnemo z belimi oblačili, kremnimi, rumenimi, rdečimi, ciklamnimi in tako naprej do črne. Ko ustvarimo to lepo mavrico, potem zlahka vidimo svojo garderobo na popolnoma drugačen način. Vsa oblačila delujejo lepše, bolj sveže in pa premišljeno izbrana. Tista oblačila, pri katerih nisi čisto prepričana, jih daj na en kupček, tista oblačila, ki so velik ne, na drug kupček. Pri tistih, za katera nisi čisto prepričana, si vzemi kakšen dan, 2, ampak če imaš pri njih vsaj malo pomisleka, se jih znebi, ker jih ne boš zagotovo nikdar več nosila. Če se ti pa zdi, da je v bistvu recimo na kakšno krilo prav okej, samo nekam čudne noge ti naredi, razmisli, kaj pa če bi ga skrajšala. Imamo veliko šivil, ki znajo čudovito popravljati oblačila. Zagotovo je v vsakem kraju vsaj ena šivilja, ki se na to spozna, ali pa, kar bi bilo še bolje, si kupi svoj šivalni stroj in se popravila loti sama. Ženske smo veliko bolj spretne kot rade, verjamemo, da smo, in zakaj ne bi gojile te spretnosti? Tudi to je del našega izraza. Včasih je treba zamenjati kakšne gumbe, naprimer kakšen star suknjič, ki ga že 10 let nisi oblekla, ker so gumbi čudni, morda delujejo preveč plastično, včasih nisi imela s tem težave, zdaj, ko si bolj prefinjena, pa vidiš, da ta plastika ne naredi ničesar dobrega tvojemu videzu. Greš in jih zamenjaš. Gumbi lahko popolnoma spremenijo izgled. No, in ko se takole začne počasi graditi slog, moraš vedeti, da to ni fiksirano. To se bo lahko iz naslednji mesec že spet malce spremenilo, ampak na tak način se začne. Kolikokrat pa sama prevetriš svojo garderobo, omaro, menjaš kose oblačil? 2-krat na leto. Aha, imaš prav ritual. Ja, na začetku vsake sezone, torej na začetku glavne sezone, recimo na začetku jeseni in na začetku pomladi, bom iz omare, ki jo imam za namenom, da od tam jemljem oblačila, ki jih nosim, vzela vse ven in si sestavila stylinge za naslednjo sezono. To počnem takrat, kadar se resnično dobro počutim. Sicer v tem uživam, ampak načeloma tega nikdar ne počnem takrat, ko sem zaskrbljena, ko recimo hormoni niso postavljeni tako, kot bi morali. Zato, ker če v takem duhu sestavljaš svoje stylinge, jih vedno sestavljaš v kompromisu. Stylinge je treba sestavljati oziroma kombinacije takrat, ko se počutiš, da si kraljica. In vsi moji stylingi za celo sezono so sestavljeni v takem duhu. Ko jih sestavim na začetku sezone, jih zložim v svojo omaro, katero odpiram in iz nje se dejansko oblačim, vse ostalo gre pa v druge omare, kjer imam shranjena oblačila, ki jih tisto sezono ne nosim. In ko pride do dne,
ali pa ne vem, recimo, ko se zjutraj zbudim, se moram lepo urediti, bom vzela katerega od teh pripravljenih stylingov in vsi bodo štimali, vsi bojo dodelani, vsi bojo taki, da me bodo povzdignili, ker sem si jih prej pripravila. Ker če se oblačiš po občutku, potem zagotovo ne moreš doseči uspeha. Zelo redko se zgodi, da smo zjutraj dobre volje, da imamo čas zase. Ponavadi se nam mudi, ponavadi smo nerazpoloženi. Takrat sestavljati oblačila ne pomeni nič drugega, kot da bomo vzeli eno oblačilo, ki jo že itak ves čas nosimo, in to bo po vsej verjetnosti nenavdihujoče barve. Medtem ko nas oblačilo lahko resnično povzdigne, zato je pametno si prej sestaviti stvari, so da lahko nosimo barve, da nosimo nakit, ki bi sicer ležal v kakšni skrinjici, da enostavno nosimo vse stvari, ki jih imamo in ki smo si jih kupili z razlogom, da bomo v njih uživali. Zdaj, prej v začetku sem omenila, da te poznamo tudi iz televizijskih ekranov in prav poseben del tega komentiranja v televizijski oddaji so bili nikizmi. Imaš tak izrazit slog izražanja, je to tudi del osebnosti in te osebnostne rasti? Hvala lepa. Ja, torej, verjetno gre res za en tak čisto individualni slog izražanja. Sama zelo uživam v besednem izražanju in tudi recimo z učenjem tujih jezikov nisem imela nekdar težav, zelo hitro se jih naučim. Tako da je to verjetno del mene. Vesela sem, da sem imela takrat priložnost ta talent izraziti. Veliko pa ima pri tem seveda opravka tudi moja domišljija, torej sem kreativen človek, izhajam iz kreativne industrije in v mojem svetu moramo ta notranji svet na nek način izraziti. Dostikrat, na primer, ko naročniku predstavljaš kakšne koncepte, jih moraš znati opisati, ker jih opisuješ ljudem, ki razpolagajo, na primer, za financami, niso pa vizualni ljudje. Torej, moraš najti način, kako jim to predstaviti. In verjetno je ravno ta veščina veliko pripomogla k temu. Zdaj, počasi prihajava proti koncu najnega pogovora. Pa jaz vedno takole za konec pripravim 3 naslove, ki bi jih mogoče lahko v mojem gostu brali v medijih. Pa skupaj pokomentirava, če je možno, da bomo to kdaj prebrali. Prav? Okay. Si za? Seveda. Torej, prvi naslov. Nika Urbas razkrila nov projekt, iskali bodo top model Slovenije. Si kdaj pomislila, da bi po zgledu tujih držav da bi kakšen tak šov tudi v Sloveniji naredili? Torej, bila sem del tega šova. Mislim, da leta 2010 so na Pop TV-ju pripravili en tak mali projekt, kjer smo zbirali supermodel Slovenije. Mislim, da se je sočasno na drugi televiziji odvila oddaja, kjer so zbirali pa top model Slovenije. Torej, recimo, da sem del tega že bila, ampak moram priznati, da če me vprašaš, če bi se tega še lotila, verjetno ne, zato ker nisem nekako zagovornica izbiranja žensk na podlagi njihovega izgleda v javnosti. Ko pride do tega, kaj se dogaja v zakulisju, torej ko se delajo castingi za manekenke, za modele, za določene kampanje, to je nekaj popolnoma drugega, zato ker naročnik potrebuje določen obraz oziroma določen tip ženske, naprimer, ali moškega, in seveda je tak obraz treba izbrati. Da pa bi še enkrat, naprimer, šli skozi celoten ceremonial, kjer se javno komentira izglede telesa, deklet in tako naprej, in to pred ljudmi, kot so gledalci, ki ne izhajajo iz modne profesije in lahko to razumejo popolnoma drugače. Mislim, da ima to lahko kvečnemu škodljiv vpliv, kot pa koristen vpliv. Se ti zdi, da smo prerasli te okvire? Mislim, da smo to absolutno prerasli. Zato tudi nisem ljubiteljica raznih konceptov, kot so Fatalka Slovenije, Miss Slovenija in tako naprej. Mislim, da gre tu za neke vrste jemanje moči ženskam v rokavicah. Tako da zdi se mi, da če se želimo zares povzdigniti kot družba, moramo s temi koncepti prekiniti in začeti na ženske, tako kot na moške, gledati kot nekakšno celoto. Torej, zelo je pomembno, kako izgledamo. Videz je izredno pomemben. Ne samo zato, kaj z njim izražaš oziroma sporočaš drugim, pač pa tudi zato, ker bolj si urejen, bolj se počutiš. To je neizogibno dejstvo. Večjo afiniteto imaš do svojega življenja. Če to ni podprto z intelektom, z duhovno širino in pa z občutkom za svoj lasten življenjski slog, potem v bistvu nismo s tem nič dosegli. Tako da ocenjevanje tega tipa se mi zdi popolnoma površinsko. Torej ne. Ne bomo brali tega. Verjetno ne. Potem naslednji naslov. Ambrožičeva pakirata kovčke, selita se v tujino. Obstaja možnost, da boste še kdaj zapustila Slovenijo? Seveda, vse možnosti so vedno odprte. Težko sem tako pametna, da bi rekla, kaj se bo zares zgodilo in kaj se ne bo zares zgodilo. Trenutno kljub vsemu o tem ne razmišljava, ker smo v Sloveniji srečna in rada verjamem, da bo tako še nekaj časa ostalo. Zdaj, zadnji naslov je pa tak, nekje sem zasledila, da kdaj rada pogledaš malo v tarot karte. Ja.
Ambrožičova pogleda v tarot karte in vam napove prihodnost. Je možno, da bi kje zasledili, da bi komu šlogala takole? Ali je to bolj zase, za dušo? Verjetno ne, to počnem zase. Pred mnogimi leti sem se spoznala, torej moj mecen v Londonu je izredno uspešen poslovnež, zdaj že zelo v letih. Me je na začetku selitve v London seznanil za tarot kartami, mi jih podaril in me naučil, kako jih brati, oziroma kako jih razbirati, kako jih razumeti. In moram priznati, da včasih jih dejansko si jih vržem. Torej, tarot karte niso za tiste, ki morda ne poznajo tega rituala. Tarot karte niso ceneno vedeževanje, ki jih vržeš in potem rečeš, zgodilo se bo to in to. To sploh ni njihov namen. Tarot karte so bolj, imajo večjo vlogo v tem, da osvetlijo nekaj, česar morda trenutno ne opaziš. Ne prerokujajo, pač pa samo opozarjajo na kakšne stvari, oziroma dajo ti možnost razmisleka. Pa to delaš zgolj zase ali si že kdaj komu tudi pogledati? Ne, to delam zgolj zase. Možu pa pravzaprav včasih res odpre in z veseljem prisluhne, ampak načeloma je to moj ritual. Nika, najlepša hvala, da si prišla k meni v goste. Naučila sem se veliko novega, tudi dobila nekaj modnih nasvetov. Želim ti vse dobro in upam, da se še kdaj vidimo. Najlepša hvala, bilo mi je veliko veselje. Srečam tudi tebi, Petra. To je bil Šokest, hvala, da ste bili z nami.